Ja, popoldne se preveša večer in mislim, da smo že precej dolgi, zato bom jaz poskušala biti kar se le da kratka. Tretja skupina se je pogovarjala oziroma pogledala smeri, poti, razmisleke, realnost, želje za prihodnost, ki so povezane s sodelovanjem. In to pomeni na vseh ravneh. Nacionalni, lokalni, med deležniki na nacionalni ravni, na lokalni ravni in seveda vse te smeri še počez in po dolgem, kamor želite in kamor vam pač misli tečejo ta trenutek. V naši skupini seveda nas je bilo nekaj čez 50 in hvaležna sem, da smo imeli tako lepo dvorano, kjer smo lahko počeli stvari malce drugače kot ostali dve skupini. Z mano sta bili v uvodnem delu z izhodišči še Maja Grašič z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavitev prakse dobrega sodelovanja v občini Ajdovščina z Ljudsko univerzo, ki jo predstavlja Eva Mermolja. Naša zapisnikarca je bila pa Ana Peklenik z Andragoškega centra in zdajle seveda tale zapis je njeno delo, več ali manj. Prvo vprašanje, na katerega smo pravzaprav poskušali odgovoriti, oziroma tri omizja so se ukvarjale s tem vprašanjem, katere primanjkljaje oziroma ovire sedanjega medresorskega povezovanja imamo oziroma prepoznavamo na vseh teh ravneh, ki sem jih že prej naštela. V uvodu sem nekaj povedala o tem, kaj je na to temo povedal OECD. Imamo še nekaj publikacij, pa ne delam zdaj reklame, ampak mogoče samo zato, da boste imeli malo bolj strukturiran pregled, na kratko na dveh straneh oblike sodelovanja in seveda pomanjkljivosti, ki se nam dogajajo. Mogoče za začetek samo to, da seveda z OECD-evega vidika je to najbolj žgoča tema. Naša zakonodaja je zelo razpršena, kar se tiče področja izobraževanja odraslih, vsak resor ureja nekaj po svoje v resnici. To je tak en velik očitek, ki ga imamo z one strani pregleda. Potem pa seveda, kar se tiče izobraževanja, predpisi so na različnih, bomo rekli, nivojih, kot so kolektivne pogodbe, pa potem seveda sektorske zgodbe, različno opredeljeni in se zato tudi na nek način najbrž ne ujamemo na isti valovni dolžini potem, kar se tiče tudi nacionalnega programa, verjetno. No, kaj smo pa potem seveda ugotavljali v tej naši skupini? Pomanjkanje je pravzaprav bom rekla splošen izraz za vse tisto, kar seveda, ko govorimo o bodisi zakonodaji, ko govorimo o konkretnih telesih, ko govorimo o konkretnem iskanju potreb, ko govorimo o konkretnem povezovanju, kaj bomo naredili v katerem ukrepu in v katerem inštrumentu, tam nam seveda manjka sodelovanje. Potem seveda ta druga reč, ki smo jo prepoznali, je odvisnost od krovnih inštitucij. Slovenija je ubrala pot pravzaprav primerjavi z ostalimi državami, ker zdaj gledam še malo Evropo, centralnega pravzaprav pregleda ali pa usmerjanja politike izobraževanja odraslih strani seveda resornega ministrstva, ki je, bomo rekli, najprej ali pa prvo v vrsti za to odgovorno. In seveda to pomeni tisto, kar naredimo na našem ministrstvu, potem na lokalni ravni občinske strukture mislijo, da je to. Potem se nam pa seveda zgodijo taki in drugačne mogoče nerazumevanje, nesoglasje, pa tudi neustrezno planiranje bodisi programov, vsebine, pa tudi sredstev. Časovna neusklajenost med resorji pomeni seveda takrat, ko načrtujemo različne ukrepe, ko drvimo vsak svojo hitrostjo. To je nekaj posledica, bomo rekli, bodisi različnega razumevanja nacionalnega budžeta, ki ga namenjamo izobraževanju odraslih, pa potem seveda tudi operativnega programa, ki potem narekuje na različnih resorjih različne hitrosti in brzine načrtovanja inštrumentov, ki so potrebni potem, bomo rekli, izvajalcev, da se ta sredstva prelijajo do neposrednih uporabnikov. Pretok informacij je seveda naša šibka točka, to je tudi ena šibkih točk, bomo rekli, najpogosteje pri sodelovanju, zato ker informacij bodisi o
strukturi ciljev, o časovnih okvirih, o vsebinah, o potrebah, ne tečejo seveda bodisi od odspodaj navzgor, tako kot bi bilo potrebno, in tudi ne od zgoraj navzdol. Največji pravzaprav zalogaj je tukaj usmerjenost udeleženca in absolutno ugotavljanje njegovih potreb. Tudi tukaj imamo en očitek OECD-ja, da smo šibki. No in tukaj sem že potem pri naslednji točki, identifikaciji nabora vseh vsebin. Torej, najbrž ne pogledamo cele palete, ampak se usmerimo, kot so že prejšnje skupine ugotavljale, da bi bilo mogoče potrebno razširiti bodisi pogled na ciljne skupine ali pa vaša skupina, ki je razpravljala o tem, kaj pravzaprav vse bi bilo še pomembno upoštevati pri načrtovanju nacionalnega programa. No, potem spet smo se tudi v naši skupini malo prečno pogovarjali in tudi tukaj se nam pojavi sistemsko slepo črevo, so rekli, izobraževanje tujih državljanov, kjer imamo zelo šibko povezovanje medresorsko, torej na nacionalni ravni med politikami in verjetno, da se to zelo, zelo, zelo pozna na terenu potem v praksi. Kateri programi, kdo in za koga. Potem seveda ugotovili smo, jaz sem se spomnila v 90-ih letih, ko smo se pogovarjali prvič o pismenosti, funkcionalni pismenosti, da je to pravzaprav problem sodobne družbe, ne sicer tista temeljna pismenost, ampak funkcionalna, so Angleži dali ven eno nacionalno, močno reklamno kampanjo. Tisti, ki ste takrat v tistih letih hodili v Anglijo, boste vedeli, da je bila zelo močna točka Mind the Gap, pa Gremlini. In jaz pogrešam tudi vsa ta leta, tudi v Sloveniji, eno močno nacionalno kampanjo. Mi imamo teden vseživljenjskega učenja, vsem dolžnim spoštovanjem, kreatorjem in vsem tistim, ki pravzaprav, bom rekla, pripravljate tisoče aktivnosti za te dogodke, ampak močna nacionalna kampanja, s tem mislim kar predsednika vlade. Naš predsednik vlade, če se spomnite, če je kdo videl v letošnjem šolskem letu, ko smo ga začeli, pa še nekaj ministrov, so dali popotnico otrokom za prvi šolski dan in so jih popeljali po različnih poteh do šole. Meni se je takrat porodila ideja, da moramo do predsednika vlade z idejo, kaj počnemo v izobraževanju odraslih, pa naj še nas malo spremlja. Tako da močna nacionalna kampanja. Potem sodelovanje sindikatih kar v večjih skupinah, jaz jih danes pogrešam v naših vrstah, mislim, da smo ostali brez njih, pa tudi brez predstavnikov neposrednih lokalnih skupnosti, tako da to je ena težava, za katero bomo morali pravzaprav najbrž še veliko postoriti. Predvsem se nam je zdelo pomembno, da so sindikati v enih okoljih tisti, ki lahko pritisnejo na gumb, kako pomembno je izobraževanje, in so to v zgodovini naredili absolutno premalo. Potem seveda predlogi za izboljšave, torej vezani na vse tisto, kar sem povedala, iskanje nekih sinhroniziranih časovnih okvirov načrtovanja, potem seveda prilagajanje, več prilagajanja, to je bilo potreba pravzaprav v skupinah programov, oziroma sredstvom in inštrumentom, ki jih namenjamo tudi z nacionalne ravni, da bi bilo te vsebine možno bolj prilagajati potrebam lokalnega okolja. Jaz predvidevam ne lokalnega, ampak neposredno uporabnikov v lokalnem okolju. Potem seveda s tem povezane vsebine in pa sodelovanje z deležniki. Na lokalni ravni pravzaprav imamo na ravni svetovalnih središč precej močno mrežo partnerstva, ampak seveda, zdaj pa tisto, kar pa sodi k partnerstvu, pa ne samo v teh okoljih, ampak potem tudi navzgor, torej do nacionalne ravni in med resorji, so pa odgovornosti. In teh je premalo, absolutno. Informiranost na vseh ravneh pomeni bodisi o programih, o vsebinah, o možnostih vključevanja, o možnostih črpanja sredstev. Ugotavljali smo v naši skupini, da je absolutno seveda bilo v tej perspektivi relativno veliko denarja,
Jaz si mislim za tiste resorje oziroma za tiste resurse, ki ga lahko počrpajo, ker mi imamo vendarle še 400 000 številko ljudi, ki je na pragu pismenosti. S kolegico Katjo smo enkrat takole čez prst pogledali, koliko oziroma kakšen delež te populacije mi dosežemo z našimi ukrepi. Glejte, zelo malo, približno 10 do 15%. Kar pomeni, da imamo še zelo veliko izziva na terenu, in tisto, kar nam minister ni hotel obljubiti, za nove pristope in za nove poti so potrebna sredstva za razvoj in potem za udejanjanje. In seveda na vrhu tega krema kultura sodelovanja je tisto, kar se moramo mi še zelo, zelo učiti. To je zdaj pravzaprav tisti delež, ki je bil povezan s primanjkljaji. Zdaj pa samo še na kratko, kaj smo mi ugotovili kot pozitivne točke letnega programa, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Torej, da je bila višina dodeljenih sredstev, pa bomo spet rekli, za okvir, ki ga zmoremo, relativno dobra. Potem, da smo pravzaprav odprli centre medgeneracijskega sodelovanja in se na tej ravni opolnomočili, zdaj sem ta izraz uporabila, ki ga prej Peter. Potem, da smo odprli kompetenčne centre, ki skrbijo na nek način za povezovanje precej dobro med delodajalci, izobraževalci in zaposlenimi. In da je nekak letni program izobraževanja odraslih v nekaterih občinah precej dobro povezan z njihovimi lokalnimi občinskimi programi. In pa seveda, da je ta razmejitev nacionalno, lokalno in podjetja pravzaprav v ukrepih relativno dobro opredeljena, vendarle smo potem na drugi strani ugotovili, da so ljudje malce zmedeni. In da preprosto pravzaprav včasih ne vedo, kam se naj obrnejo, kako izpolniti nek obrazec in da bi vendarle, zdaj sem spet šla nazaj na ono vprašanje, zato ker se mi to povezuje in je tukaj ven padlo. In tam v eni skupini, kjer smo imeli pozitivne točke, smo pa še tole ugotovili za zraven. Zato vam povem, potrebujemo, in to je v eni skupini že padlo ven, enotno vstopno točko, ki bo ljudem pomagala, ne samo posameznikom, ampak tudi podjetjem, ugotoviti, kateri ukrepi so za njih najbolj ustrezni, najbolj primerni. Veliko programov imamo, pa vendarle zato nastopa, pa tudi bom rekla veliko razpisovalcev, različnih razpisov, to se pravi različni resorji, pa potem, če pogledamo samo med nami, med Ministrstvom za izobraževanje in delo, imamo potem še sklad, in smo kar trije v tej biri in vsak nekaj dobrega od tukaj počnemo. Vendarle na terenu potem počasih na prvi pogled zgleda zmeda. Tukaj bi poudarila samo še nekaj, da najbolj kritično, seveda tudi v stiku s ciljnimi skupinami, smo pa opredelili mala in srednja podjetja. Ta pravzaprav težko vstopajo v razne oblike ukrepov nacionalnega denarja, zato da bi lahko okrepili kompetence in spretnosti svojih zaposlenih. No in še zadnja, pravzaprav od naštetih, pa verjamem, da jih je še kar nekaj, mi smo jih ta trenutek ugotovili pa prepoznali tolikle, sodelovanje 9 resorjev v tej resoluciji, pa verjamem, da bo to sodelovanje v prihodnje boljše, tako da Peter, da jo čez 10 let bomo pogledali nazaj, pa bomo rekli yes. Hvala lepa.